Število tujih turistov se tudi sicer povečuje, pri nas pa vse bolj iščejo butična doživetja. Na že uveljavljeni turistični destinaciji na Dolenjskem domačim in tujim gostom ponujajo doživetja in ne le prenočitev. In zakaj turiste privlačijo kraji, kjer namesto v mestnem vrvežu uživajo v samoti sredi narave? Ana Vidic-Kostevc. Smo se naučili malo dolenščine, ker je tako pa lepo, pa so tudi Pule, ki je polje. Posestvo je tukaj od leta 1627 in je živelo od polja in poljščin, tako da je posestvo je ostalo Pule. Na današnjem dnevu odprtih vrat so predstavili posesti in njihovo jahalno tradicijo. So to določene vaje, kjer se malo umirimo, prizemljimo in potem pogledamo, kako se konj na to odzove. Konje nam pri tem pomagajo. Lahko se pa učimo leadershipa s konji, se pravi, kako smo kot vodja, ko vodimo, konj zelo dobro pokaže, kje nas manjka. In kako nas te živali lahko naučijo celo poslovnih veščin? Konji so v naravi zelo, agilni, rešujejo konflikte na določen način, živijo v neki socialni strukturi. V poslovnem svetu pa se najdejo številne podobnosti, zato so nam konji lahko dobri učitelji. Jaz sem rekla, da mene konji dosti več naučijo kot ljudje. In ko se enkrat povežeš s konjem, ko si s konjem eno, tako ko se jaz pa ga spera, je to pač neka izjemna zgodba. Ne rabiš psihiatra, konj je tvoj psihiater. Koristi pa tudi lep razgled. Dolenjska je res en izjemen raj na zemlji in ta ruralni turizem bi morali bolj razvijati in pripeljati butične petičneže, ki bi lahko uživali v teh zgodbah.